En prav lep pozdrav. Danes bom govorila o Ikosi. Ikosa je zdajle še na testni mreži puščanj, ki odlično deluje. Ravnokar sem jo še enkrat preizkusila in je vedno boljša. Zdaj, kdaj bo puščanj, ne vemo. Jaz mislim, da se Richardu Hartu nič ne mudi, zdaj v bistvu, ko smo v recesiji in v krizi, ker mu to gre zelo, zelo na roke. Ima 2 tima, ki med seboj tekmujeta, kdo bo naredil boljšo kodo, kdo bo boljše naredil in vedno več je projektov na puščajnu in okrog heksa, tako da ljudje so zagrabili to priložnost in jaz komaj čakam, da se bojo stvari res začele tudi nam v prid, dogajati. Zaenkrat še ni, mirujejo in moje osebno mišljenje je, ni to zdaj neki nasvet ali pa da je to 100-procentno, ampak govorim iz svojih izkušenj in pa, to, kar jaz mislim, da je. Vi pa sami naredite raziskavo in sami ugotovite po lastni pameti, ali boste v nekaj vlagali ali ne, a vam je nekaj všeč ali vam ni všeč, ali je za vas v redu ali ni v redu. To je pa vaša odgovornost. Zdaj, Ikosa video ne bo dolg, ker bom šla skozi osnove, toliko, da vam povem, za kaj gre. Ikosa se bo lansirala jutri, po našem času nekje ponoči ali pa celo pojutrišnjem, in sicer bo na Ethereum omrežju. Zaenkrat pa jo lahko preizkusite, če vas bo zanimala Ikosa na puščain testni mreži. O puščajnu imam veliko videov posnetih, tudi kako testno mrežo lansirate oziroma pa če jo date v MetaMask ali pa povežete z Ledgerjem in kako delate z njo. To imate vse v mojih videih zelo lepo natančno razloženo, step by step, klik za klikom, tako da se lahko sami pozanimate. Jaz bom zdajle sharala screen, da tole najdem, takole. Share screen. Takole. In, super, mene bomo malo bolj takole umaknili. Bomo pogledali trenutno moje zapiske toliko, da gremo skozi Ikoso. Stvar ni toliko zelo preprosta. Gre res za kompleksne finančne stvari, ki so nove na trgu, ki so za moje pojme, jaz mislim, da je to prihodnost, v katero vsi gremo, ker so decentralizirane zadeve, mi posamezniki imamo nad tem nadzor, nihče nam ne more ničesar vzeti. Zdaj pa vsi se pa še učimo, lovimo. Jaz sem nekaj let zdaj v kriptu noter in to je moj prvi tak dip oziroma bear market, kriza, ena največjih kriz, kar jih sploh poznamo, in sem se zelo, zelo veliko naučila in vam bom tudi povedala, kaj mislim o tem in kako bom delala naprej. Zdaj, a se bo to obneslo, bomo videli sčasoma. Zdaj, HEX je osnova. HEX, decentraliziran depozit časa, je narejen popolnoma enako, kot so narejeni bančni produkti, bančni depoziti, vendar je v kriptosvetu in je narejen, da je decentraliziran. To pomeni, da imate vi svoje lastne ključe v svojih rokah in da vam nihče ne more tega računa vzeti, heksov, kovančkov vam ne more vzeti. Mogoče kot zanimivost povem, da se države že počasi odločajo, sistemi finančni se že počasi odločajo, da bodo HEX sprejeli kot plačilno sredstvo. Tako da recimo v Atomic Wallet, poglejte si moj video o Atomic Walletu, tam noter imam tudi razloženo, kako v bistvu lahko pridete direktno do HEX-a z bančno kartico ali pa bančnim nakazilom, ki je najbolj poceni
bi rekli. No, in ta v bistvu provider oziroma ponudnik, ki dela z Atomic Walletom, se je odločil, da bo neposredno tudi v svoj sistem vključil HEX kot plačilno sredstvo. To je poleg Bitcoina in poleg Ethereuma in ostalih, dolar seveda pa evro. Zdaj, kaj je razlika dolar, evro, heksa, ne? Dolar, evro, v bistvu dolar je dolg, ni v bistvu denar, za moje pojme to ni denar, je inflacijski, in heks ima pa mehanizem zadaj, a ne. To je razlika od dolarja ali pa evra. Zdaj mehanizem pa pomeni, da uravnava sam inflacijo z deflacijo in pač, da ljudje lahko sami delamo depozite, da smo ljudje lastna banka, a ne. Če pogledamo, zdaj, če hočete IKOSO, to je na 3. mestu tukaj zgoraj, razumeti, potem najprej pojdite pogledat, če nič ne veste o heksu, pojdite pogledat moj video o heksu. Pa tudi Pulse-Chain, a ne, tukaj zraven, ker zdaj heks trenutno je na Ethereum omrežju, kjer je pač nekaj težav z raznimi provizijami, ki so preveč visoke. Potem naslednjo stvar, ki si poglejte, to bom vse dala v opis, si poglejte Hedron. To imam tudi video posnet o Hedronu. Kaj to Hedron je? Hedron je nadgradnja heksa. V bistvu heks lahko date na depozit samega po sebi, a ne, pač več variant je in sem vam jih tudi vse posnela, katere variante so, katere možnosti imate za depozit za heksa, ne. Lahko ga imate samo na denarnici, zdaj takrat ste odvisni od cene, gor dol gre, a ne, zdajle je padel tam precej, 70-80%, in moje osebno mišljenje je, ker zdaj so vsi hype, heks je šel iz 3 centov na 5 centov, zdaj bo pa heks šel gor. Jaz osebno mislim, da ne. Jaz mislim, da bo heks še padel in jaz še čakam. Mislim, da bi znal biti pod cent in celo zelo pod cent, zaradi tega, ker nas največja mama kriza še ni dosegla. Še čaka nas. In jaz mislim, da tako kot vsa sredstva bo šel tudi heks dol, to je normalno, ampak ne ga zdaj prodajati. Če ga imate, bog ne daj, to bi bil greh, dajte ga držati 5, 10, 15, bolje 20 let. Po 20 letih boste milijonarji, tudi če imate malo heksa ta trenutek, a ne. Če mislite, da je heks zdaj poceni, tam okrog 5 centov, ga kupite, ga držite, zdaj, če se vam ne da ukvarjati z depozitom in temi stvarmi, zdaj 2 možnosti imate, ali vam jaz pomagam kot coach oziroma pač, da vas vodim pri teh stvareh, vam pomagam priti do tega, ker znam, ali pa sami se naučite, ali pa da heks samo držite, ampak držite ga res 20 let, a ne, ali pa 10, 15, v bistvu tako kot recimo Bitcoin. Zdaj, Hedron je, to je, pri heksu je bil zraven Alex, razvijalec, in pri Hedronu, Hedron je pa on izumil. Hedron je bil narejen v bistvu zato, da nadgradi heks, da se da prek Hedrona tudi stejkati oziroma vlagati na depozit in lahko si sposojate. Hedron je tudi sposojilnica denarja, v glavnem poglejte si videe, je več zadev. In Alex je zdaj naredil še IKOSO. Neverjetno, kako se ta programer, v bistvu je izjemno inteligenten in pozna finančni svet in sodeluje z Richardom Heartom, in je razvil to pametno pogodbo IKOSA, ki bo jutri pojutrišnjem začela delovati na Ethereum omrežju v živo. Trenutno pa je testna verzija in to testno verzijo bomo zdajle pogledali, a ne. Zdaj, Alex je izjemno preverjena oseba, je v javnosti, ima svoje videe, da se z njim kontaktirati, tudi preko socialov se z njim brez problema kontaktira, jaz se pogovarjam velikokrat z njim. Je preverjen, on ima vse te stvari, ima revizije, se pravi za IKOSO, za Hedron ima revizije, kar pomeni, da so revizijske hiše pogledale,
pregledale kodo, da ni prevara, karkoli, da ne bi ljudje ostali brez denarja in ne bojo, a ne. Tukaj ne boste ostali brez denarja. To, da gre cena dol, ni nič tragičnega. V bistvu jaz bom zdaj morala odstejkati kar nekaj, lanskih stejkov in bom imela izgubo, ampak se sploh nič ne sekiram, ker bom te hekse sem se zdaj naučila najmanj za 5 let, najmanj dati na depozit, zaradi tega, da če je vmes kakšna kriza, da enostavno greš čez to ampak če pa daš za recimo 5, 5, 5, 5, a ne, se pravi nekaj malega več kot 15 let stejkati na depozit, si pa zmagal. Dejansko si zmagal. Zdaj mlajši, dajte rajši na dolgi rok. Dajte na dolgi rok. Čez noč se ne da uspeti, poglejte video od Roberta Roliha, kako je uspel, ne da se čez noč uspeti, a ne, pač tudi če trenutno nekaj zadanete, dobite neki velik znesek, največkrat ta znesek kar gre, a ne, če ga ne znate obrniti, sploh če niste navajeni velikega denarja. Okej, tole bom dala v opis, a ne, pač tukajle dobite Icosa in pa to je app od Icose, bomo šli pogledat v živo. Zdaj, če imate Hex stake, se pravi depozit, a ne, to, native, to je, bom tulele še napisala native, to pomeni izvorni. Če ga imate, boste lahko v bistvu mintali Hedron, če ga že niste, tisti, ki ste gledali moje videe, ste ga že verjetno rezervirali in ga potem preden se vam stake izteče oziroma depozit, ga dajte dol vzeti. Hedron, ne pozabiti na Hedron, a ne. Škoda je tega denarja, ker to je zastonj denar. V glavnem, in če date Hedron, če ga ne boste prodali, če ga ne boste menjali recimo za Hex, lahko date Hedron stejkat. To je super. In sicer ga date preko Icose. To je vsa umetnost, a ne, na kratko povedano. In če boste dali Hedron stejkat, dobite za to Icoso. Icosa je pač nov kovanec, nova pametna pogodba. Če pa date tudi Icoso stejkat, zdaj kako jo dobite, takole, da pač imate Hex depozite, pa dobite zastonj Icoso, ali pa jo kupite, se bo dalo prek Uniswapa, čeprav zdaj na začetku, ko je to vprašanje, no, se jo splača kupiti, kakšna bo cena, a bo precenjena ali ne, na začetku je dostikrat precenjen in je fino mogoče včasih malo počakati, a ne. Če date pa Icoso stejkat, se pravi na depozit, boste dobili pa Icoso in Hedron, oboje, dejansko oboje. Tako da dajte si tole malo bolj pogledati, bomo pogledali, kje, a ne. Zdaj pa še tole bi opozorila, 15.8., od 15.8. naprej bojo prvi finančni NFT-ji. Zdaj samo na svetu so samo eni finančni NFT-ji in to je Hedron. Hedron v bistvu stake, se pravi depozit, se da spremeniti v NFT. To pomeni, da ga lahko tudi, če ga stejkate, ga ne rabite odstejkati, če nujno rabite denar, da ga morate prodati, ga prodate kot NFT, brez da bi ga odstejkali in brez da bi imeli kazni za to, a ne. Nekdo drug ga pač odkupi, vi dobite denar in pač tisti človek stejka naprej tisti NFT, je njegov, a ne. In zdaj prvi NFT-ji bojo zdaj na razpolago. Se jih bo možno kupiti, to so tisti, ki so si sposodili Hedron, pa ga niso pravočasno vrnili, ali so pozabili, ali ne morejo, ali kakorkoli, ali pa tisti, ki bi radi se znebili tega svojega posojila, kakorkoli. V glavnem bojo na trgu zdaj na razpolago. HSI stake, se pravi native stake, je direktno od Hexa. Se pravi, če v Hex date direktno stejkat prek Metamaska, Ledgerja,
recimo se da direktno. Če pa date preko Hedrona stejkat, kot boste videli v mojih prejšnjih videih, je pa to HSI stejk, se mu reče, a ne. Zdaj, če pa nimate nič od tega, če ste novi na trgu, pa vas to zanima, najprej kupite prvi korak Hex, potem drugi korak, da ga daste stejkat oziroma na depozit. Dajte ga za 5 dni, to je največ, kar je možno, zato ker dobite zraven še 10% bonusa. Pa na dlje časa, ko date na depozit, več denarja, ko date, več boste na koncu v bistvu ven dobili. Dajte pa res pogledati moje video o Hexu, da se ne zafrknete, ker ga ne morete vmes prekiniti. Enako je kot na banki, če prekinete predčasno, kakor se zavežete, plačate določene penale. Čisto isto je, prav nič drugače, a ne. Potem lahko mintate Hedron. Zdaj tako, če ga mintate, dobite Hedron do tistega datuma, ko ste ga mintali, ga dobite dol v denarnico, in če imate stejk še naprej, boste pač preden se izteče stejk, mintate še enkrat, dobite še tisti drugi del, lahko ga tudi vsak dan. Je pa nesmiselno, ker za vsako transakcijo morate plačati na Ethereum omrežju provizijo, in to je katastrofa. Tako da jaz sem jih klajmala in jih bom, preden bom odstejkala depozit, jih bom mintala, se pravi spravila Hedrone v denarnico, in potem šele bom vsak stejk od Hexa pač odstejkala in dobim potem še Hexe v denarnico. Se pravi, delnice, sharese zamenjam potem za Hexe in dobila bom več Heksov. Zdaj ti Heksi bojo manj vredni kot lani, ko sem vlagala, ampak se ne sekiram, ker bom imela večje število kovancev, ki jih bom potem imela najmanj 10 ali pa 15 let, po moje 20 let na denarnici, oziroma jih bom dala naprej stejkat, definitivno, ker se mi bo to splačalo, čim več jih bom zbrala. In to mi bo prineslo odlično pokojnino in finančno neodvisnost v prihodnosti. In to je edina stvar na svetu, poleg še ene, ki jo boste našli v mojih videih, in sicer ki vam je ne more vzeti. Ki vam nihče tega res ne more vzeti, ker je zadaj mehanizem, koda programska, in vi se pogovarjate s kodo, ne s človekom, ne z organizacijo, stvar je decentralizirana v vaših rokah. In gre za vsa zahvala Richardu Hartu. Zdaj Hedron, recimo, Hedron je, Hex je inflacijski in deflacijski hkrati. V bistvu so pač to, ko date na depozit, je deflacijski, umaknete ga dol s trga, dobesedno se sežge, isto se Hedron sežiga. To so mehanizmi, ki uravnavajo inflacijo in deflacijo v samem finančnem sistemu. Če bi takole v bistvu delali z dolarjem ali pa z evrom, mi danes ne bi bili v nobeni krizi, definitivno ne. Zdaj, zakaj tega ne naredijo, se jaz ne bom spuščala pa poglabljala, je pa moje mišljenje to, da tega ne naredijo samo iz enega razloga, ker so pač nekdo je lastnik tega denarja, medtem ko Hex, Hedron, Icosa smo lastniki tisti, ki ga imamo v svoji denarnici. To je zelo velika razlika, tako da v bistvu mi zdaj govorimo o ljudskem denarju, o mojem, tvojem denarju, medtem ko za evro in za dolar ne moremo govoriti, da gre za ljudski denar. Nikakor ne. Zdaj pri Icosi je spet tako enako kot pri Hexu in Hedronu, če se držite dogovora, je vse v redu, dobite nagrade, vse te stvari, če pa ne, pač vas sistem kaznuje, nekaj plačate in polovico kazni se bo sežigal
To pomeni, da je deflacijski mehanizem, se pravi, manj ko je ikose, manj ko je hedrona na trgu, bolj je visoka cena. To je normalno. Pač manj ko je dobrine na trgu, višja je cena in to je deflacija. Polovica gre pa potem vlagateljem, stakerjem. Zdaj recimo pri ikosi in pri hedronu imate možnost sežiganja, se pravi, imate gumbek, da zažgete kovance. To pomeni, da jih uničite. A je to za vas smiselno? Za običajne ljudi ne, ker imate verjetno premalo kovancev. Je pa to smiselno za veljce, kite, se pravi, to so kiti za veljce in to so ljudje z ogromno denarja, to so milijoni in milijarde, ki vlagajo pač v te kovance noter in zato tako se jim reče, veljci veljci in tako naprej. V glavnem, za njih je smiselno, da recimo oni imajo, ne vem, pač par milijard vloženih noter, primer, da, ne vem, 500 000 kovancev skurijo. Se jih znebijo in ja, izgubili so jih, ampak kaj se zgodi? Oni so s tem dvignili ceno, kar pomeni, da ostali kovanci, ki so jim ostali, so več vredni in je zelo velika verjetnost, da bo cena šla tako gor, da se jim to resnično splača delati. Že zdaj v bistvu nekateri veljci in pa tudi izvorne denarnice sežigajo kovance. Ker to se vidi se, ker je vse na blockchainu, blockchain je odprt in se da čisto vse videti, kaj se dogaja. To je fajn, ker je transparentno. In zdaj, zakaj oni to delajo? Nekateri se oglasijo pa povejo, zakaj delajo. Večinoma delajo to zaradi tega, da dvignejo ceno in zato, ker verjamejo v produkt, v sam produkt, da bo to delovalo. Zdaj samo še tole bi povedala pri ikosi, zdaj odvisno je, koliko hedronov daš stakati, toliko dni moraš imeti zaklenjeno. Se pravi, več, ko jih daš, več časa moraš imeti zaklenjeno. To je zato, da se ne izkorišča sistem, da se sistem ne izčrpava. Ker to delajo zdaj s heksom, dejansko veljci ga izčrpavajo, ker zaklepajo za en teden ali pa za en mesec, poberajo ogromno denarja in potem seveda ga prodajo in cena pade dol, ne. In tako pač tisti mali vlagatelji imamo nizko ceno in tudi lahko imamo izgube. Tako da recimo veljci morajo imeti zaklenjeno 360 dni najmanj, potem šarki 240, delfini, dolphins 180 in tako naprej, ne. Tako da to si poglejte. Dajmo pogledati tole. V glavnem, samo majčkeno, tole moram majčkeno zmanjšati, drugače jaz ničesar ne vidim. Ikosa, tole je spletna stran od Ikose, bom dala v opis spodaj, si poglejte. In tukaj vam čisto vse piše, če slovensko ne znate, si dajte oziroma angleško ne znate, si dajte z Googlom to prevesti. Lahko me tudi vprašate spodaj v komentarje, napišete, me vprašate. Če vem, vam povem, če ne vem, se pozanimam, pa vam bom zadeve napisala. Tukaj si preberete, zakaj gre. Je zelo krasno napisano, vse jasno, v bistvu na široko, to, kar sem jaz na hitro vam povedala. Okej, tole je pa app. Tole je aplikacija. Jaz tole majčkeno sebe umakniti, takole nekako. V glavnem, jaz imam zdaj tole na testni mreži. To je puščen testna mreža, Ikosa Hedron app. Takole izgleda.
luštna zadeva, bomo eno stvar zdajle naredili, ker tole je zdaj moja testna denarnica, pa imam več ali manj same ničle, oziroma, če pogledamo MetaMask, ki ga imam, v MetaMasku imam assets, pulse, genije, geniji zdaj delam preizkuse, pulse, genije, pa ja, saj imam, noter imam tudi heks, ampak ga nisem dala, tako da bi ga videla. To so vse testni kovanci pa testne mreže, a ne. Okej, če pogledamo, tukaj imamo heks gumbek, hedron gumbek in pa ikosa gumbek. Zdaj, kaj je razlika? Heks piše tukaj native, to pomeni, da vam bo pogledala aplikacija, a imate na vaši denarnici, kakšne heks stejke. In glede na to, tukaj boste imeli številke, boste videli, in a lahko hedrone, spravite dol, pa če lahko mintate vse, a ne, in hedrone in ikoso dol v svojo denarnico ali pa kreirate stake. Tole bomo mi naredili, kreirali bomo stake, tole še nisem nikoli naredila preko ikose, danes bom prvič. Bom dala, tukaj imam heksa, na tej denarnici bom dala kar vse, a ne. Gor seveda morate imeti, puls, kovance, zaradi tega, ker je puls na puščajem omrežju isto kot na Ethereum omrežju Ethereum. Se pravi, za gas fee oziroma za provizije potrebujete. Tako da to vse poglejte v mojih prejšnjih videih, kako te stvari dobite in date dol na denarnico. Okej. Zdaj, za koliko časa? Jaz bom dala kar za 5 dni, to je največ, kar se da, heks. Native, okej, super. Zdaj tukaj v bistvu lahko izbiramo, ali bomo dali native, se pravi, heksov stake, ali bomo dali hedronov stake. Meni je hedronov stake drugače boljši, meni osebno. Zaradi tega, ne vem, na hedron aplikaciji, dajte si pogledati ta video, je vse tako fino, lepo, pregledno in deluje v glavnem ali še celo boljše kot heks, kar je normalno, ker je hedron nadgradnja heksa in ikosa je še nadgradnja tega, ne. You will need to make hex approval. Heks moramo, okej. To je zdaj v bistvu unlimited, okej, pa dajmo, vedno morate dovoliti, zato gre tudi ena transakcija, vedno morate v MetaMasku dovoliti, da lahko uporabijo vaše kovance. Ta pogodba uporabi, ni ljudi zadaj, ne misliti, da so ljudje. Okej, to sem naredila, kaj se je zgodilo z MetaMask? Okej, potrdili so mi. Če pogledamo aktivnosti v MetaMasku, vidimo, da so mi potrdili. Okej, deluje. Superca, odlično. Gremo nazaj. Kaj je zdaj? Mislim, da se je to že zgodilo, po mojem. Dajte še sami malo probavati, boste videli, tole sem naredila prvič. Super. Okej. Jaz mislim, da se vse v glavnem, Alex je naredil res odlično aplikacijo. Zdaj, če gremo na hedron, v bistvu mi smo dejansko zdaj naredili tole, kar HSI, ne, HSI, create stake. Zdaj ne bom več mogla, ker nimam več. Nekaj pa očitno, no, pa dajmo še enkrat.
mogoče ga shecamo. PSI. Native steak. Probajte sami, pa boste videli, confirm. Ja, malo sem ga zgoljufala, shecala, saj bo ugotovil, zaradi tega, ker na blockchainu se ne da goljufati, bo ugotovil, da sem jaz te hekse že porabila in bom dobila zavrnjeno transakcijo. No, pa pojdimo pogledat, kaj se je zgodilo. No, tole je na pushchain omrežju, tale moja transakcija. Okej. Deluje zelo hitro. To sem res, moram reči, da prav. Dajmo pogledat, če zdaj kliknem mint all, kaj se bo zgodilo. Amount of hex stakes. Aha. Nič nimam. Okej, kaj je pa tukaj? Total shares. Aha, tulele pa imam. Okej, tule je že zaznal. Zdaj morate vedeti, da ta stake ne bo danes 24 ur potrebujem, da je aktiven. Tako da Hedronov 24 ur ne bom mogla dol dobiti, a ne. Ni variante. Tako da bom to mogla jutri. Če boš, ja, saj na testni mreži bo še sigurno 100%, ne. Tako da dajte se igrati. Evo, tole je, bo stakano za toliko dni. Tole bom šla jutri še pogledat, a ne. Ker zdaj ne bom mogla mintati, to bomo jutri. Okej, in potem imate še aplikacijo iKosa. In tukaj date potem iKoso lahko stakati, a ne. Evo, lahko kreirate iKosa stake, ali pa Hedron stake. Eno ali pa drugo v bistvu lahko kreirate. Pregledno, jasno, dela, v glavnem fantastično. Fantastično. Tisti, ki vas tole zanima, pa vas zanima malo služiti denar, pasivno, se pravi pasivni prihodki, in da svoj denar, ki ga težko prislužite, date nekam, kjer je varen. In jaz sicer, glejte, nič ni 100% varno, a ne. Do zdaj je Hex skoraj že 3 leta, v bistvu je delal fantastično, dela fantastično in bo delal naprej še, zaradi tega, ker je koda zaklenjena in bo še vedno delal tako, kot je treba. V to jaz ne dvomim, za zmeraj bo tako delal, ker nihče ne more te kode spreminjati, nihče ne more noter iti, karkoli narediti, vdreti, ne da se, a ne. Edino, kar so težave na omrežju, pri transakcijah, lahko vam kdo shacka, ukrade zadeve, vas sheca, tako da v bistvu jaz bom res v prihodnosti, bližnji prihodnosti, en dan, ko bom lahko, se bomo srečali magari v živo, vam bom povedala veliko stvari o varnosti, kaj ja, kaj ne, tudi katere kompjuterje kupiti, katere ne, kaj narediti v bistvu sploh, tako da mi sledite in v živo me boste lahko vprašali karkoli dejansko boste hoteli. Tako da to je bila danes iKosa. Dajte jo probati, če želite, probajte, v bistvu odločite se sami in od pojutrišnjem naprej se bo to dalo na Ethereum omrežju že v živo narediti. Tako da, ampak prej dajte raje probati na puščanem omrežju, ki je še beta verzija, ki ni še lansirano v živo in ne boste izgubili svojega denarja. En lep pozdrav, lepo se imejte, ne pozabite všečkati, lepo prosim, ker mi to veliko pomeni, tudi vidim,
a vam je všeč ali ne, komentirajte kaj, napišite lahko tudi svoje izkušnje in mnenja, ker veliko vas je takih, da se res poznate na kriptovalute, tako da, ja, rada debatiram z vami. Naročite se na moj kanal, da boste vedno obveščeni, kdaj bom kaj posnela in kdaj bom kaj dala gor. Snemam pa tisto, ke se mi zdi, da je res vredno. Tako da hvala lepa za posluh, pa se vidimo pri naslednjem videu. Čau, čau.